Pozivam vse, ki imajo mogoče kakšne vprašanja, pripombe, da se oglasijo. Prosim. Jaz bi mogoče nekaj samo eno pripombo, kar se mi zdi pomanjkljivost, tako izključno iz mojega stališča. Sem Moderna Mara, poučujem v srednji šoli in kot praktik mi mogoče manjka nek zaključek še iz časa samostojne Slovenije. Mogoče sociološki, kakšen je položaj otrok danes. Jaz se s tem srečujem, kot mogoče kakšni kolegi, ki poučujemo tudi danes. Ne na tak način, ampak samo tista pika ne. Res pa je, da nas je šel neko zelo danes. Hvala. Glede 17 let imel v gimnaziji krožek, no in so jaz ponovati vprašal maturante, ki predavatelj stoji sprav za kakšno revolucijo so, ne? Kako smo zdaj, kaj vedo v svoji družini, ne vedo nače, ne? Tudi dan svet so mu mladi, tako da nisi vedel, so sploh imeli prednika, ne? Na koncu leta so pa sestavali zgodbice in tudi vsak po nekaj minuti je predstavljen, da je moja zgodba najboljiše. In so prej čudovite zgodbe in tam vidiš, koliko zaradi tega pomanjkljive družinske identitete, pa tudi če je bilo hudo, ali pa tudi če sploh ne vedo, je bilo prav ali narobe, ali sploh ne vedo, kdo so bili njihovi predniki, kaj so počeli. Ampak v glavnem sem je še, pretežno so imeli babice žive in ti so jim razložile, kar bi zdaj odlične zgodbice, eni so tudi raziskovali, eni so imeli. In moram reči, da prišli smo do tega, kar je po enkrat prav javnik na enem krogli mizi, rekel je sicer policajem, da bi lahko marsko odnos kaj naučila, je rekel, ko bo moj sin vprašal svojega kolega, sprav, če je moj sin iz partizanske družine, njegov pa izproti, ko se bo se drug za drugega začela zanimati, bo lažje in se pogovarjal naprej. In jaz mislim, da je prav ta spodbuda, da se pogovarja v svojih družinah in da je dragoceno imeti prednike, kakršnako so, že moš jih sprejeti. In jaz bi rekel, da tukaj največje rezerve, da se ne bodo... Tukaj je tudi največ negotovosti. Jaz bi mogoče tudi cel... Ampak, gledajte, ta hip sem bil v položaju, Majda je predsednica komisije za popravo kreditov nekaj na 30,000 vlog. Imamo 40,000 denacionalizacij rešenih in pa vsaki je taka zgodba, da se da vprašati. In zdaj, jaz sem poslušati, mi imamo denacionalizacijske primere, ki se vlečejo 20 let in si tretja generacija mogla jih prevzeti. Vam jih lahko enkrat predstavim, da ste tam se dostiti. Je živa zgodovina. Ja, vedno dijaki spodbujajo, da pripovedujejo z leve desne, sama sem izmešana družina, tudi ne morate nikamor dati resnico in pravico, ki rečemo, da sodelujeta, drugače ne bi obstajala. No, drugače pa jih vedno spodbujam in me tudi sprašujejo, za koga navijamo. Sem rekla za nobena. In mi ne pišite oportunistično, ampak povejte, kdo ste, iz katere, če ste iz bivših jugoslovanskih republik, da ste iz tam, da to ni sramotno, ker mi je to najtežje da reče, ja, moja mama je Četurka. Sem rekla, kakšni identitet na to morate biti ponosen, sem morate biti tudi svojo zgodovino. Ne morate videti. Tako da se trudimo za to in jih vabimo, da govorijo, ampak se novim problemim pojavljajo čisto konkretni vezani na tudi našo državo. Še kdo mogoče? Ja, Stanko, drugače prihajam iz Driblice. Mislim, da bi tole predavanje oziroma ta panel mogo biti ne osrednjih, ampak zelo pomembnih, ker se stvari tukaj dejansko zapletajo, ampak jaz mislim, da bi poudaril samo eno stvar. Jaz ne mislim reševati teh stvari, ampak mislim, da zgodbe, ki obstajajo, ki smo zdaj skušali, jih je treba čim več zbrati.
tako z ene in druge strani, da nam ne bodo že ti ljudje pomrli, ki so v bistvu doživeli razne usode, in z partizanske, in z belogardijstične, katerekoli druge stvari in potem te zgodbe brati. Potem pa ne vem, kako preseči to stvar, zelo težko je, se mi zdi, še zaenkrat v Sloveniji. Ne da ni še čas, ampak dejansko jaz mislim, da bo mogla še ena generacija priti, da bo to presegala to stvar, oziroma ni volje, dejansko, če bi bila volja, tako na eni kot na drugi strani bi se ta stvar na nek način naredila, mora se to narediti zaradi tega, da gremo naprej. Nas to mentalno, bomo rekli, onesnažuje, dejansko vidimo stvar na vseh nivojih, in da se povejajo te stvari, kako je to bilo zdaj, smo videli različne primere, in da gremo enkrat naprej, ker dejansko jaz sem že ta generacija povojena, jaz smo tega počas dost. Moram se sicer učiti od zgodovine, ampak dejansko to nemoč ali pa skrivanje ene in druge strani, ali pa prizadevanje ene in druge stvari dejansko preseč. Ima sicer rešitve še za enkrat, kako bi se to zgodilo, kako bi se moglo zgoditi, čeprav tako bom rekel, ko smo rekli, zgodovinari smo svoje naredili, ste svoje naredili, ali pa mogoče še ne. Ampak jaz se pravim, te zgodbe je treba še zbrati in potem tudi zgodovinari nekaj svojega narediti. Dejansko se pravim, treba preseči to in naprej. To bi bilo nekako sporočilo, ki sem ga jaz tele začel to, ne zastrupljati niti ene in druge stvari, ampak poskušati razumsko, mogoče strokovno, znanstveno, te stvari obvladati, da je težko, ker so te čustva, emocije, ki jih je dejansko težko, ampak z eno podošno Slovenijo, z eno naprej, dejansko, ki se ukvarjamo z mladimi ljudmi, njih počas to več ne bo brigalo, ne zabavajo niti eno in drugo steseno, ampak hoče iti naprej. Torej, treba gledati naprej, s tem, da je treba seveda popraviti te stvari, ki niso že popravljene. Tle smo dejansko še nemočni. Hvala. Ja, se strinjam zdaj. Potrebe je odkrit pogovor, to je edino zdravilo, ampak mislim pa, da brez emocij zaenkrat to še ne gre. To težko je preseči, če smo mi zgodovinari, raziskovalci in to seveda se lahko nekako dvignemo nad to raven, ampak generacije, ki se to doživljale, tudi njihovi potomci pa še ne zmorejo še tega, tudi človeško in psihološko posebno zgodilo. Rekel je, avstralski avtor je napisal en izjemno zanimiv tekst o politikah spominjanja, in on prav, ko se družba zadost urbanizira in ko je zadost miksa populacije, se pravi, to je globalni trend, se pravi, ko je zadost ljudi v mestih in ko je zadost premešana populacija, ne more biti več monolitnega spomina, in nastaja položaj, ki se mu reče memorial wars, spominske vojne, in to je stanje, ki ga moramo preprosto sprejeti. Mi smo dinamična, modernizirana, potentna, mešana družba, v kateri poteka licitacija identitet. Tudi Nemci imajo celo pojem licitacija žrtev, če greste pred spomenikom umorjenim ljudom, zunaj demonstrirajo Romi in Sinti, zakaj so jih ven spustili in tako naprej. Se pravi, tekma, ena vrsta tekmovanja, po drugi strani to tekmovanje pomeni spoštovanje. Se pravi, da vsak ima pravico, da razvije in uveljavlja svoj spomin. Poglejte, če v Sloveniji govorimo izrazito neenakopraven položaj, imaš italijansko in nemško, mađarsko manjšino s poslancema, imaš nemško, ki je uničena, smo pa vsem tem dolžni zgodovinski spomin in zahvalo za to, da so nas pripeljali do tam, da smo jih lahko uničili. In potem imamo seveda to, kar se zdaj na Zahodu uveljavlja pojem nove manjšine, to so pa prišniki. Se pravi, tudi tukaj bo treba marsikaj postoriti, drugače pa tako,
če gledaš vse te strategije, spominje na temle Američani iz sever, en gospod na ameriški ambasadi prav ne vem, tako govoriti, jaz sem iz Alabame, ker se hoče z državljanske vojne z njemu pogovarjati. Francozi se še zdaj niso zmenili, je bila pred 200 leti katastrofa ali napredek. V Španiji so količine, jaz sem bil en teden tam, to je natančno isto kot zdaj. No, jaz sem bil tam en Da Silva, en komunist, ki je odkopal svojega deda. On se ravno tako mora z oblastjo mučati, kot pa jaz na drugi strani. Ni bližanca in nismo, nič ne zaostajamo pri teh predelavah. Tale vidim popis oziroma inštitutov popis je svetoven produkt, delo te komisije je svetoven produkt. Samo, lejte, ne bi toliko s tako skrbjo gledati. Ko smo pred nekaj dnevi smo z gospodom Ferencem Jarnikom smo peljali Srđana Cvetkoviča, on je predsednik Srbske komisije, izjemno produktiven zgodovinar, smo ga v rok peljali, ker mi skozi jamramo, kaj bi še vse naredili. On je prišel ves zmešan od srečeven, kaj vse smo že naredili. Nismo čist nič drugačni zmagovalci smo in dobro nam gre, posel ga, kako moramo upraviti pa ogromno. Tako gledajmo rajši. Stvari tečejo, malo bo biologija naredila, malo bomo še kakšno formulo najdeli, bližance pa ni, no, se to pa vidi, tudi pove. Ta popis je pokazal pravzaprav vso razsežnost, ki jo pa potem lahko vlečemo. Se pravi, še zmerom mrtvi drži živega, ampak božje boš. Mogoče bi zato mislijo zaključil, nam če bi imeli zato še kakšnega nujnega vprašanja. Čas nas malo preganja, zato se vam zahvaljujem, vsem referentom in vsem, ki ste se